Obisk tega primorskega dela je bil sestavljen najprej iz obiska tudi Soških elektrarn, kjer smo spregovorili z ljudmi in z ogledom Avč, tudi akumulacije in pa samega objekta. Nadaljevali pa smo skupaj z našimi člani, kjer smo spregovorili tako o teh gospodarskih situacijah, ki tičejo prav tega območja, ki se tičejo posebej tega območja Slovenije, aktualne zadeve na področju kmetijstva v povezavi s turizmom in pa predvsem kmetijska politika in pa zelo aktualne zadeve povezane tudi z novimi napovedanimi davki, ki se tičejo še posebej kmetijske dejavnosti od objektov, zemljišč in gozdov. To je bil ta del, ki se je najprej obravnaval. V nadaljevanju smo tudi spregovorili o naših načrtih za naslednje leto. Vemo, da je leto na političnem področju zelo zahtevno naslednje. Na vrsti so tako evropske, kakor tudi lokalne volitve, tako da smo v bistvu tudi seznanili naše vodje posameznih odborov z terminskimi načrti, pripravami, kajti ambicija nam je, da bi že v letošnjem letu sestavili tako zagotovo listo za evropske volitve, kakor tudi po večini kandidate, ki se bodo pomerili na lokalnih volitvah. Mogoče, če se najprej obrneva na nove davščine, ki so napovedane in na proteste, ki so napovedani strani kmetov. Kako, na kateri strani stojite, kaj svetujete, kaj jim svetujete pravzaprav kmetom in vsem vašim članom? V Slovenski ljudski stranki smo se takoj odzvali na to politiko, ki jo prinaša obstoječa vlada z temi novimi davki, da je nekonsistentna in da je pri uravnoteženih javnih financ potrebno pogledati obe strani, prihodkovno, odhodkovno in ta bremena primerno razdeliti. Naša ocena je, da gre obremenitev predvsem tistih, ki delajo, ki ustvarjajo novo vrednost in tisti, ki so tudi v preteklosti ustvarjali novo vrednost in da je to pogubno za razvoj za naslednja leta. Zato mislimo, da je dejavnost, kot je kmetijstvo, že sedaj obdavčeno preko katastrskega dohodka, tudi ta dajatve in pa posledično vse, kar iz KD-ja izvira, se zvišuje v letošnjem letu. Tudi tu so bili že tudi določeni napori narejeni na tem področju, zato se nam zdi povsem neprimerno, da bi na novo, ampak res povsem na novo, za razliko od ostalega dela, kjer gre za pretvorbo dosedanjega davščine iz naslova nadomestila za stavbno zemljišče, obremenili tudi kmete glede na njihovo lastništvo kmetijskih zemljišč, gozdov in pa tudi kmetijskih objektov. Za Slovenski ljudski stranki ostro nasprotujemo temu, se popolnoma pridružujemo gibanju, ki so ga nevladne organizacije z kmetijskega področja na čelu s sindikatov kmetov izvedle in vekolikor v usklajevanju ne prišlo do primernega dogovora, se pravi, da se te objekte in to izvzame iz odločitve, podpiramo, da se to tudi na javni način pove in temu javno nasprotuje. Se pravi, podpirate tudi v prizadevanjih, če ne bo drugače, tudi s protestom? Mislim, da je prav, tudi to je legitimna oblika. Oblik protestov smo bili v zadnjem času že velikokrat deležni in sam sem že večkrat dejal, da čakam tudi na to, da se bodo oglasili tisti, ki delajo in ustvarjajo novo vrednost, ne samo tisti, ki rabijo javni denar. No, tukaj na Primorskem so vas verjetno opozorili na kakšne prav posebne probleme. Kaj so izpostavljali? Zagotovo je bilo izpostavljeno na področju kmetijstva tudi kmetijsko povezovanje. Imamo različne primere, tudi probleme v določenem delu zadrug na tem območju in v tem delu je tudi strani aktivnih članov, ki zelo dobro poznajo kmetijsko problematiko, bil zelo jasen apel, da bi poskušali sesti vsi skupaj in tudi narediti nek pogled, neko vizijo, kako pa naprej iz te težke situacije. In v tej točki sam tudi kot bivši kmetijski minister mislim, da je en del težav in bremen na strani države in jih mora oddelati država, drugi del pa tudi to, da kmetje odkrito sedijo za isto mizo, se tudi med sabo pogovorijo, kakšno nesoglasje med sabo dorečejo in predvsem z boljšo medsebojno organiziranostjo, povezovanjem tudi kljubujejo vedno težjim razmerom na trgu. Verjetno je bilo izpostavljeno problem namakanja, vedno več suš, pa po zimi, v zimskem času tudi burja, verjetno tudi problem oljkarjev, mogoče še kaj? Kar se namakanja tiče, je zagotovo ena od velikih stvari, ki jih je potrebno
slovenskem nivoju spraviti na višji nivo. Sam sem ponosen na to, da smo v lanskem letu na Vogaščku naredili velik premik naprej. Ideje, ki smo jih takrat razvijali, so šle tudi v to smer, kako bi eventualno iz Vogaščka vodni vir usmerili tudi proti Vipavski dolini in na ta način z zelo jasno prizadevnostjo in aktivnostjo kmetov, zadrug, to prepotrebno vodo speljali na to suho področje. S tem, ko se je sama zaloga voda lahko dvignila z urejenim nasikom, so se tudi količine povečale do te mere, da ob novih tehnoloških prijemih, ki so sedaj v kmetijstvu, te količine v veliki meri zadoščajo tudi za dosti večje področje, kot je bilo na začetku planirano. Problem oljkarjev, ki nikakor ne pridajo do subvencij, kajti naši oljkarji so premajhni napram recimo španskim, grškim. Tudi vi ste začeli reševati to problematiko. Ja, to je en velik problem, je ta velika razdrobljenost, ki je tako kot povsod v kmetijstvu, pri oljkarjih še prav posebej izpostavljena. In ko smo se tudi pogovarjali z oljkarji, smo dejansko naleteli na resničen problem, kako za nekaj arov, nekaj 10 arov najti aktivno ukrep, ki bi lahko imel neke pozitivne vplive na to panogo skozi ukrepe kmetijske politike, ki so največkrat glede na usmeritev Evrope usmerjene predvsem v neko nadomestilo za neko površino, ne pa toliko za neko specifično dejavnost, kar oljkarstvo zagotovo je v tem delu. Tako da v tem delu še čaka kar precej dogovora tudi, kako organizirati to službo, kako se dogovoriti, kako iz del službe severne Primorske, del južne Primorske narediti to zgodbo učinkovitejšo, bolje organizirano. Eno od ukrepov, ki pa zagotovo je tudi pri oljkarjih zelo na mestu, pa je samo namakanje in pa te zadeve, ki se pa dajo urediti skozi ključne te aglomeracijske ukrepe, ki morajo imeti tudi v bodoči kmetijski politiki veliko prioriteto. No, problem je tukaj kmetijska zadruga Vipava oziroma Agroint, ki že nekaj časa prodaja mlekarno. Tudi z vinskim delom ni najbolje. To se je pokazalo tudi v Goriških brdih. Verjetno ste tudi sami o tem seznanjeni. Delno sem seznanjen s temi problemi in dejansko gre za probleme, ki se vlečejo predvsem na Vipavskem že kar zadnje desetletje in bojim se, da niso tako enostavno rešljivi, predvsem jih pa ne moreš rešiti v nekem strankarskem življenju. Kot minister sem se podrobneje s tem seznanil in tudi ob iskanju možnosti, ki jih zakonski okviri dopuščajo, smo prišli zelo, zelo težko do nekih kvalitetnih rešitev, ki bi imele za posledico rešitev tega problema. Tako da moram žal v tem primeru reči, da tudi sam nimam čarobne palice recepta, kako ta problem rešiti. Kolikor pa vem, se direktor prizadeva zdaj in poskuša tudi z določenimi kupci za dezinvestiranje, predvsem v tem mlekarskem delu, delno sanirati to sliko. No, ostane še en problem, na kar so vas zagotovo opozorili, to so sadjarji, problem odkupa breskev, povezava pravzaprav in prodaja naše industrije v roke tujcev. Se to lahko, oziroma to se bo verjetno zgodilo tudi na drugih področjih, tukaj primer Mlinotesta, kjer se tudi Ajdovci borijo z vsemi štirimi, bi rekli. Ja, z Fruktalom in pa z tem problemom ob napovedi, da ne bo letošnje leto odkupov, sem se soočil še na svoje prejšnji funkciji na ministerski. In moram reči, da sem delno tudi v tistem delu bil seznanjen, tudi v enem delu sodeloval pri tem, da so se zadružniki povezali tudi še s katerim drugim kupcem. In kolikor je meni znano, ne poznam pa zdaj zadnjih dogodkov, kaj se odvijali v zadnjem mesecu, dveh, je v veliki meri tudi to, da se je pojavil kupec, ki je bil pripravljen odkupiti eventualno to proizvodno, pomagali pri streznitvi tudi znotraj Fruktala, kjer je po mojem zdaj več kot očitno, da je šlo predvsem za metodo nižanja cene, bolj kot pa elementarno resnično odpoved od goriških breskev. Primer, kako so Fruktal kupili, je primer, kako se bo kupil tudi Mercator. Tudi tukaj je bojazen, da bodo slovenski kmetovalci izviseli. Ja, to je velik problem, na katerega že več let opozarjamo. Žal pa, kot vidimo iz vseh teh primerov, plačujemo ceno slovenskih neumnosti. In v tem delu
je danes najbrž zelo težko pričakovati, da bi lahko združili danes, zagotovo ne desetletje nazaj, bi najbrž bil primeren čas še za to, slovensko živilsko predelovalno industrijo, slovenske kmetovalce in bi ti morali pobrati aktivnejšo vlogo pri teh organiziranjih. Na podoben sistem je v Franciji organiziral Leclerc, kjer so zadružniki naredili ta korak, da so združili vse do konca, do police. Jaz moram reči, da v tem delu, mislim, tudi Zadružna zveza ni odigrala vsega, kar bi morala in v tem delu resnično čaka slovensko kmetijstvo tudi to, da se naredi premik v glavah, da je povezovanje in to, za kar smo dolžni sami poskrbeti najprej, osnovna naloga nas, kmetov, kmeticov. V Sloveniji je kar nekaj primerov že vzpostavljenih takšnih vertikal, kjer se dobro dela, tudi na ministrstvu, dokaj sem bil v tej vlogi, smo recimo z razpisi za 5 panog prav spodbujali tako povezovanje in sam mislim, da bo slovensko kmetijstvo toliko močnejše, kolikor bo tudi samo dobro organizirano. In na tej točki je na potezi tudi sam kmet, predvsem pa njih organizator in v tem kontekstu danes najpomembno vlogo igra Zadružna zveza Slovenije. Mogoče samo še vaše mnenje o Mlinotestu. V Ajdovščini se borijo, da ne bi prišlo do prevzema strani žita, tudi žito se prodaja, se pravi še ena zgodba, ki bo prodana tujcem. Ja, teh zgodb je žal vse preveč, po drugi strani pa, kot sem že rekel, plačujemo neumnosti nekaterih naših menedžerjev, ki so v preteklosti tudi s temi prevzemi in s temi stvarmi pripeljali zadevo tako daleč, kot jo danes v slovenskem prostoru imamo. In sam osebno zelo podpiram takšna prizadevanja, kjer se znajo spraviti skupaj, spraviti kritično maso in da tudi takšen prevzem uspejo obraniti in ga tudi sami izpeljejo. Hvala.